Spoštovani gostje in prijatelji, najprej mi oprostite za slab glas, mogoče se bo kaj slišalo vseeno. Najprej seveda iskren pozdrav z željo, da se bi v prijetnem razpoloženju sprehodili po tem prostoru, kjer na stenah visijo portreti, spomini in pričevanja o nekem posebnem dogajanju v slovenskem miselnem prostoru v desetletjih našega in prejšnjega veka. Kot beremo na vabilih, so desetletja 3. Prostor je ime Draga, za vse, kar vidite na stenah, pa je avtor, mojster fotografije Peter Cvelbar, izbral besedo Izrazi. Ta razstava prihaja z občin pri Trstu, kjer vsako leto potekajo znani študijski dnevi. Prihaja v našo prestolnico, še natančneje pa v miselno in prijateljsko okolje, ki bi ne moglo imeti bolj simboličnega imena, kot je družina. To okolje je bilo Dragi vedno blizu. Domače in drago nam je, v njem se prijetno počutimo in se vam za tako razpoloženje tudi iskreno zahvaljujemo. Rekli smo, da je bila za definicijo te razstave izbrana ključna beseda izrazi. Beseda je dovolj splošna, ampak tudi dovolj natančna, da v njej takoj prepoznamo sestavine, kot so razpoloženje, pričakovanje s strahi in upi, zbranost kot del načrtovanja, vedrina ob človeških stikih, pa tudi vse bolj stvarna dejstva, kot so stotine oblike priprave in izpeljave edinstvene avanture, ki je letos dosegla že 44. leto obstoja in namerava po tej poti brez bojazni naprej. O študijskih dnevih Draga bi moral govoriti že znane stvari, zato samo telegrafska informacija za morebitnega manj poučenega obiskovalca. Pobudo je v Trstu sprožil profesor Jože Peterlin sredi 60. let prejšnjega stoletja, v upu in želji mnogih, da bi se na svobodni tribuni pogovarjali o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti naše narodne skupnosti v Matici, za mejami in po svetu. Nobena tema naj ne bi bila tabu, nič naj bi ne bilo prepovedano in nič zaukazano. Pogoj je le olikana konfrontacija, ko gre za različno misleče. Tukajšnji tedanji oblastniki so na ta poskus gledali zadržano. Ko pa so uvideli, da ljudi, misli in besed ni mogoče obvladovati po enem samem tiru, so nastali konflikti z raznimi oblikami nagajanja in zastraševanja in to je trajalo kar dolgo vrsto let. No, potem pa smo se vsi skupaj le prebili v nove čase in se tiste preteklosti zdaj le še spominjamo, seveda pa zelo, zelo dobro.